molimo. Gospod naš Bog, pomagaj nam, da bomo Tebe z vsem srcem častili in vsakega človeka ljubili v Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz 5. Mojzesove knjige. Mojzes je govoril ljudstvu in rekel: Preroka iz tvoje srede, izmed tvojih bratov, kakor sem jaz, ti bo obudil Gospod tvoj Bog. Njega poslušajte. Prav tako, kakor si na dan, ko je bilo občestvo zbrano pod Horebom, prosil Gospoda svojega Boga, ko si rekel: Naj ne poslušam več glasu Gospoda svojega Boga in ne gledam več tega velikega ognja, da ne umrem. Tedaj mi je Gospod rekel: Prav je, kar so rekli. Obudil jim bom preroka izmed njihovih bratov, kakor si ti, in položil bom svoje besede v njegova usta. In govoril jim bo vse, kar mu bom zapovedal. Kdor ne bo poslušal mojih besed, ki jih bo govoril v mojem imenu, tega pokličem na odgovor. Toda prerok, ki bi si drznil v mojem imenu govoriti besedo, kateremu nisem ukazal govoriti, ali ki bi govoril v imenu drugih bogov, ta prerok bo moral umreti. Poslušali smo Božjo besedo. Odpev. O, da bi danes poslušali Božje besede. O, da bi danes poslušali Božje besede. Pridite, vriskajmo Gospodu, vzklikajmo skali našega odrešenja. Stopimo mu nasproti s hvaležnostjo, vzklikajmo mu z veselimi spevi. O, da bi danes poslušali Božje besede. Pridite, padimo na kolena in se priklonimo, pokleknimo pred Gospodom, ki nas je naredil. Zakaj on je naš Bog, mi smo njegovo ljudstvo, čreda, ki jo pase svojo roko. O, da bi danes poslušali Božje besede. O, da bi danes poslušali njegove besede. Ne zakrknite svojih src, kakor na dan preizkušnje v puščavi. Tam so me vaši očetje preizkušali in izzivali, čeprav so videli moja dela. O, da bi danes poslušali Božje besede. Drugo berilo. Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. Bratje in sestre, hočem, da bi bili vi brez skrbi. Kdor ni oženjen, skrbi za to, kar je Gospodovo, kakor bi ugajal Gospodu. Kdor pa je oženjen, skrbi za to, kar je svetno, kako bi ugajal ženi in je razdvojen. Samska in deviška skrbi za to, kar je Gospodovo, da bi bila sveta po telesu in po duhu. Tista pa, ki je omožena, skrbi za to, kar je svetno, kako bi ugajala možu. To pravim vam v korist, ne zato, da bi vam nastavljal zanko, temveč zato, da bi mogli pošteno in nemoteno služiti Gospodu. Božja beseda. Aleluja. Ljudstvo, ki je sedelo v temi, je zagledalo veliko luč in njim, ki so prebivali v deželi smrtne sence, je zasvetila luč. Aleluja. Gospod z vami.
Iz svetega Evangelija po Marku. V Kafarnaumu je Jezus v soboto šel v shodnico in učil. Strmeli so nad njegovim naukom, kajti učil jih je kakor tisti, ki ima oblast, in ne kakor pismouki. V njihovi shodnici pa je bil prav tedaj človek z nečistim duhom in je zavpil: kaj imamo s teboj, Jezus Nazarečan, si nas prišel pokončat? Vem, kdo si, sveti od Boga. Jezus pa mu je zapovedal: umolkni in pojdi iz njega. Nečisti duh ga je stresel, zavpil z močnim glasom in šel iz njega. Vsi so se tako začudili, da so razpravljali med seboj, kaj je to, nov nauk z oblastjo, celo nečistim duhovom ukazuje in so mu pokorni. In glas o njem se je takoj razširil po vsej okolici v Galileji. Kristusov evangelij. Evangeljski odlomek današnje nedelje nam Jezusa predstavi kot preroka. Odlomek je še iz začetka Evangelija po Marku, ki Jezusa predstavi najprej kot mogočnega v besedi in dejanju. Jezus v shodnici uči drugače kot takratni njihovi učitelji. To se na poseben način pokaže, ko Jezus svojim besedam doda tudi dejanja. Za vse Jezusovo življenje je namreč značilna globoka povezanost med besedo in dejanji. To, kar Jezus pove v besedi, to pove tudi v dejanjih, to potrdijo tudi njegova dela. Tu lahko vidimo povezavo z današnjim prvim berilom iz Mojzesove knjige, ki navaja del Mojzesovega govora izraelskemu ljudstvu. Ko je Mojzes umiral, so ljudje želeli, da bi Bog poslal drugega srednika ali posrednika med njimi in Bogom, ki bi bil podoben Mojzesu. In Mojzes obljubi v Božjem imenu, se pravi, da bo Bog po njegovi smrti obujal preroke, polagal svojo besedo v njihova usta, polagal tisto, kar je njegova volja v njihova usta. Danes nam morda beseda prerok pomeni nekoga, ki napoveduje prihodnost. Glavna naloga izraelskih prerokov pa ni bilo napovedovanje prihodnih reči, ampak odkrivanje Božjega načrta z izvoljenim ljudstvom, odkrivanje tistega, kar Bog načrtuje s človekom. Starozavezni prerok je tako razlagalec Božje volje. Lahko rečemo z današnjimi besedami, je orodje Svetega Duha, je oznanjevalec Božje volje, verodostojni posrednik med Bogom in človekom. Izvoljenemu ljudstvu se je Bog razodeval najprej po prerokih, po njih ga je klical k spreobrnenju, k zvestobi. Pravi preroki so Božjo besedo vedno oznanjali tako z besedo kot svojim življenjem, se pravi tudi svojimi dejanji. Besede in osebni zgled so pri njih eno in isto. Samo tako so lahko prepričljivi glasniki tega, kar Bog po njih govori svojemu ljudstvu. In evangelisti o Jezusu vedno znova poročajo, kako je svojo mogočno besedo potrjeval s čudežnimi dejanji. V njegovih čudežnih posegih je očitna Božja skrb za človeka. Človeku v stiski je bil vedno pripravljen pomagati.
koliko bolnikov je ozdravil, ne le telesnih bolezni, ampak tudi duševnih, duhovnih. In današnji odlomek iz Evangelija nam želi povedati, da je Jezus tisti, ki osvobaja človeka od hudega duha, da je Jezus tisti, ki ga Bog po Mojzesu napoveduje kot tistega, ki bo v polnosti oznanil Božjo voljo Božjemu ljudstvu, tisti, ki bo človeku prinesel resnično svobodo. Evangelij danes posebej poudari, da je Bog, da je Jezus močnejši od vseh sil zla. Prišel je, da bi nas osvobodil vseh vezi zla, osvobodil, kot pravi Evangelij, vpliva nečistega duha. Jezus je učil, kakor tisti, ki ima oblast, pravi evangelist. To pomeni, da se je v njegovih človeških besedah čutila vsa moč Božje besede, čutila vsa moč, oblast samega Boga, navdihovalca Božje besede. Dejanje, ki ga je Jezus potem storil, pa to povezanost še toliko bolj potrdi, kajti zapovedovati duhovom ter jih izganjati ni človeško, ampak Božje delo. Tudi za nas danes ima ta Božja beseda pomembno sporočilo. Najprej se lahko ustavimo ob tej povezanosti besede z dejanji. Prosimo Boga, da bi tudi mi imeli moč, da bi bila naša dejanja vedno odsev naših besed in da ne bi govorili nekaj, delali pa nekaj drugega. Drugo sporočilo Božje besede je v tem, da nas ni več potrebno biti strah. Nam, kristjanom, se ni potrebno bati hudega duha. Sporočilo Evangelija je namreč jasno. Jezus ima oblast nad hudimi duhovi, je močnejši od njih, zato se nam jih ni treba bati. Seveda, če smo pripravljeni Jezusu dovoliti, da deluje v nas, če smo ga pripravljeni poklicati na pomoč, če smo ga pripravljeni sprejeti za svojega vodnika, sprejeti za svojega varuha. Jezus tudi vsakega od nas lahko osvobodi zla, kot ga je osvobodil moža v Evangeliju, osvobodi tistega, kar je v nas slabega, z močjo svoje besede nas rešuje, nas osvobaja, zato da bi tudi mi lahko delali dobro. Zato, ko sprejemamo njegovo besedo, ki osvobaja, mu s tem dovoljujemo, da v nas prebuja tisto, kar je dobro. Naj bo tako današnja Božja beseda za nas povabilo, za nas vzpodbuda, da bi zares verovali, zaupali v to Božjo moč, zaupali, da Jezus tudi mene lahko reši mojih skušnjav zla, ki skuša delovati v meni, da bi bili vedno znova pripravljeni poslušati to delujočo Božjo besedo v nas, da bi bili pripravljeni po njej živeti, da bi bila naša dejanja res v skladu z našimi besedami.